Dober dan. Dober dan. Dober dan obema. Kaj pomeni beseda bonton? Beseda bonton izhaja iz francoske besede bon ton, kako se vedemo v našem okolju, v tem trenutku, v tem času, ker vajne babice, dedki verjetno imajo drugačne znanje o bontonu kot pa vi mladi, torej prostor in čas in seveda kako družba gleda na vse stvari. Kakšna je razlika v Sloveniji in v drugih državah v bontonu? Teh je zelo veliko, ampak če omeniva samo nekaj stvari, recimo, če bi odpotovali na Kitajsko, bi se morali kar navaditi in privaditi temu, da v velikem delu Kitajske, ne povsod, ljudje pluvajo po tleh. Celo tudi kdaj v restavraciji, to pa je za naše okolje popolnoma nesprejemljivo. Recimo pri nas tudi velja, da ko jemo juho, da jo ne srebamo, da ne pihamo, ne. Tam je pa znak, ravno ko izpostavljamo Kitajsko, recimo, da se zelo tako posreba juha, ker je to tudi znak, recimo, da je ljudem dobro in je to nek poklon tistemu, ki je to juho skuhal. Zakaj imamo danes toliko pribora in kozarcev na mizi? Torej po številu pribora in številu kozarcev tudi lahko ocenimo, koliko jedi bomo jedli, kolikokrat se bo vino zamenjalo in tole je že kar en slavnosten svečan pogrinjek. Kaj je največja napaka, ki jo lahko naredimo pri mizi? V našem kulturnem prostoru ne bo dobro, če bomo preglasno cmokali, če bomo pretirano pihali juho, če bi uporabljali zobotrebac, recimo, če se nam zatakne nekaj v zobeh, pa bi potem takole pokrili z roko usta, pa bi potem vrtali po zobeh in iskali to meso. Je pomembno, kako sedimo in kje imamo roke? Torej za mizo nikoli ne moramo sedeti tako, da polagamo komolce na mizo, ampak imamo roke vedno tako, da jih nekje postavimo do zapestja. Nikakor pa ne moramo za mizo tako sedeti, ko smo že malo utrujeni, pa se najemo, pa se takole naslonimo in seveda tisto, kar je pa bistveno in veliko ljudi tega ne ve, da recimo, ko se usedemo za mizo, vedno sedemo z leve strani. Lahko začnem zdaj že kar s tem kozarcem. Vedno je prvi, tako da ga najlažje dosežemo, je vedno kozarec za vodo. In ga tudi držimo tako nekje v spodnjem delu, da se vsi prsti ne poznajo recimo na kozarcu. Zakaj imamo danes toliko pribora? Jaz, ko jem doma, imam samo vilice in žlice. Torej vsaka jed zahteva svoj pribor. In važno je, da pri tolikem številu pribora vemo, vsaj prvo osnovno pravilo, recimo, ko nam bodo zdaj hrano postregli, da bomo jemali pribor. Tako bomo začeli od zunaj navznotri in od zgoraj navzdol. Ta žlica je tudi malo čudna, kakor da je malo manjka. To je pa žlica za sladico, in da lažje razpolovimo, lažje nesemo v usta to sladico, da se nam ne razdrobi. A damo mi to servieto za vrata ali na kolena? Takoj, ko sedemo za mizo, takoj si damo servieto na kolena. Torej ne čakamo niti natakarja, niti juhe, niti kakšne predjedi in servieta ostane na naših kolenih do konca obroka. Kako si pa potem servieto pač obrišemo, če imamo že na nogah? Kot pravi dami ti svetujem, da samo majčkeno takole pobrišeš morebitne madeže, ki se ti naredijo zaradi vode ali pa kakšne maščobe. S katerim priborom pa zdaj začnemo jesti? Tole jed, ki nam jo je zdaj natakar prinesel, bomo pričeli jesti s tema dvema kosama priboroma, ker ravno kar smo pojedli juho in nam je gospod natakar odnesel krožnik za juho in žlico, torej bomo zdaj vzeli pa nož in vilice. Pribor je tudi pomembno, da ga držimo čim bolj proti koncu, ker če jo držimo proti koncu, lahko tudi lažje s to vilico upravljamo in lažje nesemo vilice v usta. In ko smo končali z našo hrano z obrokom, odložimo pribor, ko da je 20 čez 5 popoldne. Važno je zdaj vedeti, da je žlica namesto noža, torej jo uporabljamo namesto noža. S to žlico zareži recimo v košček sladoleda, tako recimo, ja. In zdaj naneseš na žlico in žlico odlično in žlico poješ. A je dober? Ja, zelo.